S komedijo velikokrat omenjamo obrtno znanje. Kaj to v praksi pomeni? Ja, zdaj, kot umetnik, kot človek, ki ustvarja, se besede obrt zelo bojimo. Ni, obrt je nič taza. Obrt pomeni samo to, da se učiš skozi delo. Če zdaj primerjam, koliko sem se naučil na akademiji, in zdaj, ki spadam že pod spomeniško varstvo počasi, je tako majhen del tiste akademije. Tako da grozno malo, za razliko recimo od kaj sem, tudi v drugih poklicih, ne bom nič rekel, se seveda učiš. Se učiš tudi skozi prakso, ampak tle je dosti bolj intenziven ta, bi rekel, obrtniški del učenja, ko se učiš od večjih mojstrov od sebe. Ko se učiš, ko si vajenc, ena profesorica na akademiji, sicer jaz te nisem doživel, ampak so pravili, Juvanova, gospa Juvanova je pravila, da še 20 let po diplomi ni to zagledati. Šele mogoče po 20 letih, da boš kaj videl v igralcu. Je ena taka, samo to jemljem kot obrt, ker pač učiš se, in če si na začetku veš isto, kot veš proti koncu kariere, si vrgel 30 let stran. To je isto kot s prepričanjem in s pogledom na življenje. Če si po 30 letih prepričan še zmeraj tisto, kar si bil prej. To je tako jemljem. Poleg recimo obrti se pri komediji izpostavlja tudi matematiko. Da imamo nekakšne formule, enačbe, ki se uporabljajo. A je kaj resnice na tem, da je komedija matematika? Matematika? Ma ne, prej bi rekel, da je toliko matematika, kot je matematika glasba. Glasba je lik tako, zaporedje tonov, frekvenc, 440 je A, razen če narediš malo, da 442, eni dajo rajši to. In če to vse šteješ, dobiš pač zaporedje frekvenc, zaporedje sekvenc, da to deluje na človeka, mora biti še nekaj zraven. In res je, pri komediji je ritem zelo pomemben, je melodija zelo pomembna, intenzivnost zelo pomembna, dogaja se hitreje, ker moraš, humor funkcionira preko presenečenja. Ti moraš ponuditi presenečenje, ki mora biti sicer logično, ampak, jaz sem malo zapletel, ni tako komplicirano. Moraš ponuditi nekaj, kar ni pričakoval, ampak je logična izpeljava, samo jo ni primerjava. Recimo, to so taka pravila, ko jih poznamo, recimo pravilo 3. Največji zločinci v zgodovini, govorim vic zdaj, največji zločinci v zgodovini, ki so naredili največ škode, so bili Adolf Hitler, Josip Stalin in moj profesor slovenščine. Zakaj se zasmejala pri slovenščini? Zato, ker je nelogično, ampak ob enem lahko pričakuješ, da je nekaj tle od zadnje sledi zgodba. To je, tako deluje humor. Vedno je neko presenečenje, vedno je nekaj, kar, to sem te improviziral, mislim zdaj, kakšen velik vic iz tega speljati. Ampak deluje zmeram preko presenečenja, zato zahteva in določen ritem. Če ti poanto razvlečeš, si že zgubil. Tle je potem tudi ena močna pravila, ki jih mojstri seveda tudi kršijo, pa še vedno dosežejo učinek. In ni pa to zdaj tak diktat, da bi zdaj bilo samo, ti prebereš formulo, bo znal delati humor. Ne, ni res. Daleč od tega. Samo, ko bi rekel, so ene zadeve, ki jih moraš poznati in z leti se naučiš v bistvu, zveni schizofreno, se naučiš, ko pišeš, ko delaš, ko razmišljaš, imaš pred sabo ljudi, jih gledaš in že predvidevaš njihove reakcije. In dober avtor humorja to zna.